utrujen. Rabim pauzo, ampak sem rekel ob 12, da pauzo imam. Imam še 20 minut. In pol ob 12 bom pa naredil eno polurno pauzo. Bom malo skutice pojedel, ker sem dobil od Jefimovih. Sem dobil skuto, kruh, sir za popotnika, za pot. In pa si bom to zdaj privoščil. In ful dobro, da sem dobil, ker nobene trgovine nikjer nisem zdaj imel. Počutje je ni besed za tole. Ja. Pač hodaš. Tle bom pa zdaj šel počivat, ker je tak lep plec pri nekem spomeniku. Klopce so, sonce je, avtocesta je, tako da lahko vdihavam svež zrak. Zanimivo je. Si z avtom v 3 urah, 4, spekter tega. S kolesom si lahko v enem dnevu. Jaz pa tle hodam že drugi dan in sem utrebljen. Jav, kadar ko. Zdaj pa boš zastave EU, vojsko. Hvala, Aleksandar, hvala za tvojo družino. To nam je zdaj pasalo, no. Te prosim, to postavim. Jaz imam nekje žlico, kje? To je bilo pa zelo simpel. Da mi je da pol kila spustil. Kilo, pol kila. Žebe. Pušči se ga. Policaj nisem, to imam samo od... Ker je dober. Nimam nič za govoriti. Bom moral počivati. Vse v redu. Nimam. Ega muc, frizno. Muc, si v redu? Ha? Ne si v redu? Ne morem boljš kot to, veš? Ker je ograja. Pridi, aja! Pridi sem! Grem jest. Imam še 2 uri do Mirne, do Matozija. In zdaj sem utrebljen. Lepo je tle. Zdravstveni dom. Zakaj so te klope skupaj? To me zanima. Jaz ne vem, če sem bil ven to dal hoditi še 4 dni, stari. Jaz sem že danes poln kura z tega, se mi zdi. Pač res je... Okej, no. Ni niti... To utrujnost vem, koliko dolgočasnost eno in isto, a ne isto. Korak. Evo me spet. Dobrodošli. Koliko mi je dolg čas. Da zdaj moram malo
razbit z zajebancijo. Tle pa sem, kje sem, kaj že to? Pozabil sem napis. Nekje proti Mirni peči zdaj še. Eno urco, dobro urco imam. Do Mirne peči. Pravi sem popotnik. Veš, da ima Slovenija te hoste, no. Kamorkoli se obrneš, je neka hosta. Občutki. Danes sem malo tako tečen. Daš se mi. Vedno bolj me... kdaj bo konc tega, kdaj bo 6. dan hoje. Pa bom lahko hodil. Malo me skrbi, ker zdaj sem imel 2 dni po 30 km. Zdaj pa prideta 2 dni po 40. In ne vem, če bo šlo v enem dnevu s pauzami. Bom pa ful po temi hodil. Tako da razmišljam, da bi vsaj en delček poti v vsakem dnevu štopal in da si odbijem ene par urc, pač ene 10 km, da se prevozim z nekom. V Karlovcu še nimam prenočišča, couchsurfing nič in zdaj ne vem kdaj, koliko čakati. Bom počakal do jutra, pa bom pol jutra rezerviral prenočišče, če ne vem nič. Zdaj pa poglejte si tele pot. Hudo, 360 do sonca nazaj. Hop. Tole je kar cool, ker hodaš dejansko skozi gozd po cesti. Ni veliko avtomobilov in je res superca. Vsaki toliko vidim neke tablete tle. Mogoče bom šel gledat Ligo prvakov danes z Matozijem. To bi znalo biti zabavno. Neka moja kafana. Kjer bom mogel spet razlagati, kako jaz ne pijem alkohola, zakaj ne. Kako ne? Pa kako ne? Res pa prvič v življenju tle in hodim in grem in pač se vozil se tudi nisem. Tako da je novo, no. Novo je, čeprav je pač drevesa in cesta in vse, kar sem že videl. In je tako en del. Okej. Potovanja so top. Novo, non-stop. A dejansko je vedno vse isto. Vse isto vedno. Na nek način je vse isto. Hrib gor, dol, drevesa tam, hosta tam. Ptič tam, ljudje, avto. Dobar. Ni isto, super je. Ja, jaz sem pravkar ugotovil, da očitno tle nisem čisto nič snemal, ker sem to se pogovarjal sam s sabo. Ful dober. Pa bile so ful zabavne stvari. Prvo sem imel neke izpovedi, depresivne in iskanje smisla v življenju, pa sem pa pel in vse je to zdaj nekje tam gor. In zdaj sonca ni več in ne morem to vse ponoviti, ker tudi sem pozabil vse. Bilo je zelo zabavno. Good stuff. Tam se z oslom se igrajo tam.
Jaz sem mislil, da se bom z Oslom lahko igral, ampak ne izgledajo prijazna družina tle. Ta zvok mi je vedno smešen. Ja, to hiša je to. Lepo. Nekaj takega bi imel tudi, to bi imel tudi kul. V bistvu, ko živiš skozi v mestu, se sploh ne zavedaš, koliko je tega. Koliko je kmetij in takih teh zaselkov, vasi. Ljudje, ki živijo v naravi. Ki imajo oboje na nek način. To je vse blizu, da je novo mesto, da je potreba. Res. Imamo rešili. Se nisem niti lačen, kakor mi je dolg čas. Huda je bila, BMW-ju. Koliko vedno. Jaz še nisem videl grde žene v dobrem avtu, stari. To ne gre skupaj. Jaz sem pa vrh Peč. Dobro. Ne, kikaj moram. Kje se novih 30 evrov pizda, rabim, da se nekaj mi zgodi. Ali pa medved ne vidim. Lahko medveda vidim. Bolijo me noge, imam še 4 dni. Fuck. Avioni so naredili ful hud X. Bom da je to... Zdaj ga. X, motherfucker. Ful mi je všeč tle hoditi, ker na vsake toliko ene avto grem in pol nimaš unega bedastega občutka, da si sam na tem svetu. Sončni zahod. Lej. Jato ptica leti na jug. I'm back in the game. In potem... kaj sem hotel reči? Kaj sem govoril? Aha, da je ful lepo tle hoditi. Res si v gozdu, poslušaš ptičke, lepi razgledi so, hribčki, po ravnem dost hodaš. In je vrhunsko, po betonu, po asfaltu. To da ni, da se dodatno utrujaš. Ful lep sprehod to zdaj. Pa tak lep sončen zahod. Ja. Ful mi je zanimivo to, da jaz koliko 2 meseca nazaj, a sta 2, so se z Urško razšla, a ne. In ta občutek glupi, da jaz to delam za njo, je toliko smešen. Tako ena taka nekje v ozadju, ena taka misel, ne vem niti, če je misel, kakor občutek. Mogoče bo to Urška videla, mogoče bo to... What? To ni mi sploh jasen.
Ni mi jasen sploh ta občutek. Boh nekaj povezano s tem. Ja, ful čudno. Kako da to razdelim? Pizda, vem točno kaj je, ampak ne morem besede. Tudi srame ima. Zdaj kolesar. Vej, koliko je on hiter. Bam! So fest. Tako, imam še kilometer do prenočišča današnjega pri Matohu. Še 17 minut hoje. In zelo utrujen. Komaj telefon držim zdaj. Bil je dolg dan, bil je lep dan, bil je sončen dan, bil je... bil je sprehod. Trener ki je vedno govoril, ajde, daj mi tehnično, ajde, daj mi tehnično, ajde, daj mi tehnično, ajde, daj mi tehnično. Kaj si ti slabo opiskal? Ma ti mi ne znaš obrazložiti niti približno, prijatelj. Zdaj, da za takrat dve tekme, da so, pa jaz smo igrali, lahko ne mi, da staviš 10 evrov, da mi